Papež Frančišek je spomnil, da današnji evangeljski odlomek vabi družine naj zaznajo luč upanja, ki prihaja iz nazareškega doma, v katerem se je v veselju odvijalo Jezusovo otroštvo. O Jezusu sveti Luka pravi, da je napredoval v modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Sveta družina je za vsakega vernika, še posebej pa za družine, pristna šola evangelija. Vsako verno družinsko jedro je poklicano biti domača cerkev, v kateri naj bi se odražale značilne poteze svete družine. Te so zbranost in molitev, medsebojno razumevanje in spoštovanje, duh požrtvovalnosti, delo in solidarnost. V zgledu svete družine tako lahko vsaka sodobna družina odkrije dragocene smernice za svoje življenje. Marija in Jožef učita sprejemati otroke kot božji dar, jih rojevati in vzgajati, ter tako na čudovit način sodelovati s stvarnikom. S tem podarja svetu z vsakim otrokom nov smehljaj. V tako povezani družini otroci zorijo v svoji osebnosti, ko doživljajo pomembno in učinkovito izkušnjo zastonjske ljubezni, nežnosti, medsebojnega spoštovanja in razumevanja, odpuščanja in veselja. Papež Frančišek se je na to ustavil posebej prav pri veselju. Resnično veselje, ki ga doživimo v družini, ni nekaj naključnega in slučajnega, je dejal. Veselje je namreč sad globoke harmonije med osebami in daje okušati lepoto skupnega bivanja in medsebojne podpore na življenjski poti. Vedno pa je v temelju veselja Božja prisotnost in njegova ljubezen, ki nas sprejema, je usmiljena in potrpežljiva do vseh. Če pa vrate družine ne odpremo Božji navzočnosti in njegove ljubezni, družina izgubi skladnost, v njej prevlada samoljubje in ugasne veselje. V nadaljevanju je sveti oče zatrdil, da družina, ki živi v veselju življenja, v veselju vere, to spontano širi naprej in na ta način postaja sol zemlje in luč sveta ter kvas za vso družbo. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil željo, naj Jezus, Marija in Jožef blagoslavljajo in varjujejo vse družine sveta, da bi v njih vladala vedrina in veselje, pravičnost in mir, ki ga je Kristus s svojim rojstvom podaril človeštvu.